temu rečemo. Jaz se celoti pridružujem vsem, kar so predhodniki že povedali o Celju, o gospodu Kramerju. Sam sem tudi prepričan, da je Celje izbralo pravega kandidata za poslanca v državni zbor. Ob eni priložnosti sem imel biti priliko na enem sestanku, kjer je en poslanc dejal, da ni poslanc Celja, ampak da je poslanc Slovenca, kar seveda v celoti drži, pa vendarle vsi izhajamo iz okolja in prav je, da se za tisto okolje vsaj enako trudimo, kot se trudimo za celo državo. Da je gospod Kramer pravi, je v bistvu skozi svoje delo pokazal skozi operativo, ne samo v sosednjih občinah, tudi v Dobrni je peljal projekt čistilne naprave. Veseli smo, da smo tudi s pomočjo njegovega znanja uspeli našo občino ekološko sanirati. Se mi zdi pa pomembno, da prihajajo v državni zbor operativci, bom povedal zakaj. Danes vsi politiki radi govorijo, da zakaj smo v takem krču finančnem, tako, pa tudi sicer operativnem. Velik problem je, če mora državna inštitucija ali občina ali kakršenkoli podjetnik ali kdorkoli čakati na neko soglasje nekega državnega organa eno leto. In tega soglasja ni, iz neke prakse bom povedal, kako to izgleda. Potem se zadeva urgira in pride do dopolnitve tega predloga, ki ga mora organ dati ali občina ali kdorkoli. In to zopet čaka. Zopet so roki in zopet pride potem drugič do dopolnitve. Govorim o tem, da smo v tej državi zelo nerodni. Tisti, ki delamo v državni upravi, smo dolžni vsem dati pravi odgovor v pravem času. To pomeni, da lahko planiramo življenje naprej, kako bo. Jaz verjamem, da se državno upravo da urediti, mogoče eno razmišljanje, ki čisto operativno. Preprosto javni uslužbenci morajo imeti roke, v katerem morajo odgovoriti. Vlogo lahko samo enkrat zahteva dopolnitev in potem sprejema odgovornost tu naprej. Kako je s temi posledicami, če zadeva ni bila narejena. To govorim zaradi tega, ker pri mnogih postopkih na občinah se srečujemo s tem in verjetno ste tudi vsi že večkrat slišali, kako v državnem zboru tudi župani povedo, ima investitorja za, ne vem, par milijonov, ne more pa dobiti nekih soglasij 6-8 mesecev. To se v organizirani družbi ne sme zgoditi, še posebej v javni upravi, ker smo vsi plačani z tega in moramo svoje delo upraviti. In skozi take zgodbe potem tudi na svojo javno upravo slaba luč daje, kar pa v bistvu ni res, veliki ljudi v javni upravi dobro dela. In jaz verjamem, da tudi gospoda Kramerja ti krči, ki so odpravljivi, ki niso tak problem, samo moramo jih razumeti, pa jih operative prinesel zakonodajo. Verjamem, da bo tudi njegov prispevek k temu, če bomo to v državi naredili, bomo veliko naredili. Tudi v Dobrni je Slovenska ljudska stranka na prejšnjih volitvah. Ne vem, mislim, da iz enega smo 5 kandidatov dobili v občinskem svetu, več ne bi bilo higienično. Če se malce hecam in verjamem, da gospod Kramer ima tudi pri nas dobro podporo, predvsem pa ne zaradi tega, ker je član ljudske stranke, pa zaradi tega, ker je svojim delom pokazal, da je vreden tega zaupanja in verjamem, da so tudi v Celju in širši okolici to spoznali. Jaz vam želim uspešno kampanjo in seveda uspešno delo po tem državnem zboru. Hvala lepa. Martin, ste izčrpali govornike, želi kdo od novinarjev eventualno postaviti kakšno vprašanje? Če ni, predlagam, da še